Nov prispevek, ampak kaj pravzaprav plačujemo? Od 1. julija dalje tako zaposleni kot delodajalec vsak prispeva 1% bruto plače za dolgotrajno oskrbo. Pri povprečni bruto plači, to je 2464 evrov, to pomeni 24 evrov od zaposlenega in še enkrat toliko od delodajalca. Skupaj 576 evrov na leto. Vašega zasluženega denarja na leto torej. Kaj pa samozaposleni? Ti boste plačevali 2% sami, kar znaša najmanj 26,65 evra mesečno ali 319 evrov na leto. In kaj za ta denar dobimo? V SBC-ju se zavzemamo za ureditev sistema dolgotrajne oskrbe, ampak ne moremo podpreti sistema brez vizije, brez ciljev, brez jasne časovnice in brez osnovne informacijske podpore. Plačujemo za storitev, ki še ne obstaja. Mreža oskrbe ni vzpostavljena. Tudi kadrov ni dovolj. Sistem ni informatiziran, izvajalci in zavarovanci pa nimajo nobene pravne varnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje in CSD-ji niso pripravljeni, informacijski sistem tudi še ne deluje. Zato zahtevamo zamik plačevanja prispevka, dokler ta sistem ni ustrezno vzpostavljen. Poleg tega država ne pojasni, kaj se bo zgodilo z denarjem iz že obstoječih prispevkov. Gre namreč za možno dvojno financiranje, to pa še povečuje nezaupanje v sistem, ki ne deluje. Posebej prizadeti so samozaposleni in poslovodje, ki so finančno še bolj obremenjeni in to brez utemeljitve ali zaščite. Zato SBC postavlja 3 jasne zahteve. Te pa so zamrznitev obveznega prispevka in sicer do vzpostavitve osnovnih pogojev, jasna pojasnila o podvajanju dajatev in vključitev gospodarstva v nadaljnje zakonodajne korake. Nenazadnje pa še vedno ni porabljen dvignjen davek od dohodkov pravnih oseb zaradi poplav, na kar je opozoril na primer tudi Fiskalni svet. Zato je povsem upravičeno vprašanje, ali bo tudi denar za dolgotrajno oskrbo res porabljen za to, za kar je bil zbran in se zbira.